Pozdravljeni vrtičkarji, na balkonu lahko sedimo številne vrtnine. Jaz bom konec aprila oziroma v začetku maja posadil kar balkonski paradižnik, ki je pravi velikan, vsaj po plodu sodeč. Gre za sorto, ki rodi plodove tudi do 1 kilograma. Tukaj v posodi mogoče bodo nekoliko manjši. Seveda pa, tako kot pri ostalih paradižnikih, dodamo nekaj organskega gnojila. Jaz sem uporabil kar organsko gnojilo, Performance Organic, ki pravzaprav ima specifično formulo. To gnojilo je pravzaprav posebno, zato ker je povsem naravno. Deluje pa hitro, tako kot mineralna gnojila, in tudi dolgotrajno, tako kot organska gnojila. Tako da to je pravzaprav najboljše, kar želijo naše rastline. Nekaj gnojila bom dodal, ki je v obliki granul, kar v zemljo. Vse skupaj bom premešal, tako da se enakomerno razporedi samo zemljo. Drugače pa paradižnik pazimo, da se nam v teh nočnih temperaturah ne prehladi. Jaz ga premaknem kar v notranje prostore, kajti v aprilu in maju temperature za paradižnik ne smejo pasti pod 10 stopinj Celzija, tista mejna temperatura je 8 stopinj. Tako, vidimo, da je tukaj samo ena rastlina v dokaj velikem loncu. Ta lonec je volumna 15 litrov, uporabimo lahko tudi večje lonce. V primeru zasaditve v večji lonec pa lahko dodamo tudi kakšno baziliko, solato. Zelo dobro bi se v večjem loncu ali koritu, tudi visoki gredi, podala tudi kapucinka, ki bi se obešala čez samo posodo. Če pogledamo nekoliko širše, vidimo, da v loncih in koritih uspevajo tudi citronska verbena in nekatere okrasne rastline, melisa, tukaj v ospredju. Vsekakor pa lahko gojimo tudi druge rastline, ki so nam v okras, in jih seveda potem, kot vidimo, kombiniramo s sezonskim cvetjem. Jaz sam imam rad tudi okrasne rastline. Tukaj je vrtnica na steblu, ki je nekako najvišja v zasaditvi, potem pa niže kombiniramo druge rastline. V spodnjem delu pa že vidimo jogolan oziroma zelišče življenja, ki se bo razraščalo čez posodo in ozelenilo praktično celo posodo. Tukaj pa vidimo še nekaj rastlin, ki so trajne. Tukaj imamo trajno ognjeni dež, potem je tukaj šaš, ki se je razrastel, in pa zopet sezonsko cvetje. Seveda, ko govorimo o samem gnojenju, ki sem ga že predhodno omenil, v času sajenja lahko dodamo nekaj granuliranega trdnega gnojila, kasneje pa uporabimo kar tekoča organska gnojila. Tukaj imam tekoče organsko gnojilo za sadno drevje in zelenjavo. S takim gnojilom praktično lahko gojimo tudi na balkonu in uporabimo ga pri raznih balkonskih malinah, pri balkonskih rubidah, stebričastem sadju, ki pravzaprav raste lahko na terasi, tako da vam podam še nekaj idej za te rastline. Seveda je dobro, da je gnojilo narejeno iz organske osnove. Tudi to tekoče organsko gnojilo ima popolnoma enake kvalitete kot predhodno granulirano, se pravi, deluje hitro in tudi dolgotrajno. Narejeno pa je povsem iz recikliranih materialov. Tako da, ko doziramo samim rastlinam, tukaj enostavno damo polovico čepa na liter vode. Tukaj je liter, skoraj 2 litra, tako da dodam kar cel čep. Vidimo, da se ne poliva. Dobro je, da gnojilo pred samim začetkom pretresemo. Jaz sem ga predhodno že pretresel, da se organska komponenta enakomerno razporedi po gnojilu. Potem pa seveda dodamo še nekaj vode. Jaz jo hranim kar na balkonu v posodi. Vse skupaj se tako homogeno zmeša in uporabimo za samo gnojenje rastlin. Tukaj vidimo, da imamo zeliščno gorito. Posadil sem ga že dober mesec nazaj. To pa pomeni, da je treba začeti tudi z gnojevanjem. Uporabil bom kar tekoče organsko gnojilo, Performance Organic, ki pravzaprav ga v začetni fazi polivamo kar
po površini, po zemlji, kasneje v času vegetacije pa vidimo, da imamo tukaj korito z vodno rezervo in ga dodajemo v samo odprtino. Zdaj na začetku, kakšen mesec in pol, pa večinoma zalivamo oziroma dognjujemo kar površje. To delamo enkrat na teden in tako rastline oskrbimo s hranili, da so optimalno prehranjene. Seveda pazimo, da ne polivamo po kakšnih fasadah ali kje drugje, kajti gnojilo je rjave oziroma črne barve in na ta način poskrbimo, da ne omažemo kakšne površine. V ozadju lahko pogledamo še en primer zasaditve. Tukaj vidimo, da imamo kombinacijo zelišč s srbotom, ki se bo vzpenjal po opori navzgor in na ta način imamo zelišča tudi v nekoliko večjih posodah. Tukaj, kjer pa imamo trenutno še jesenske lepotice, če se lahko tako izrazim, ki bom prenesel sicer na zunanji vrt, pa v maju sadimo tudi balkonsko cvetje in tako poživimo tudi mesta in podeželja s cvetjem, kajti cvetja vidim v zadnjih letih, da v mestu manjka in si želim, da poleg zelišč, ki vse bolj prednjačijo v mestih, čim več vrtičkarjev oziroma balkonskih vrtičkarjev vrtnari tudi z balkonskim cvetjem.